Prostori stranke SNS v državnem zboru z lipovim tepihom. Zmago Jelinčič. Hrvaška. Ne bi rekel, da je to lipov tepih, to so bolj topolovi listi. Aha, dobro, da ste mi podočili. Ja. Hrvaška, vaše stališče. Danes smo imeli novinarsko konferenco o tem, kaj sta se mešani komisiji dogovarjali na Reki. Na Reki je bil sicer zaprt sestanek, vendar smo dobili podatke, da je pravzaprav slovenska stran predložila Hrvatom na mizo pravzaprav modificiran sporazum, kakršnega je v tajnosti pokazala v odboru za mednarodne odnose državnega zbora na zaprti seji. Dejstvo je, da tukaj Slovenija predlaga 3 možne arbitre, ali meddržavno sodišče v Hagu, ali ad hoc arbitražo, ali pa stalno arbitražno sodišče. Hrvatje se zavzemajo za meddržavno sodišče v Hagu, tam imajo oni močne zveze, dobro lobirajo, pomaga jim pri lobiranju tudi Budimir Lončar, bivši zunanji minister Jugoslavije. Seveda pa Slovenci, pa kot Slovenci, imamo kilovo ekipo, ki se ne da zmeniti, in mislim, da ta ekipa z Pogačnikom na čelu ne bo kaj dosti dosegla, še posebej, ko smo videli prvič na Hrvaškem vse slovenske strokovnjake, tako imenovane mednarodne strokovnjake, ki so se v Sloveniji držali v tajnosti. Videli smo Bohteta, Patrika Vlačiča in tako naprej. Skratka, Hrvatje so postavili izhodišča, pravzaprav so se strinjali z izhodišči, ki jih je Slovenija postavila, kajti med izhodišči tudi eno zelo zanimivo izhodišče, in sicer, da mora to meddržavno sodišče odločiti tudi o pravnem statusu voda Piranskega zaliva. To pa pomeni, da je vprašljivo, ali bomo sploh dobili celoten Piranski zaliv. Tukaj se ne gre več o sredinski črti po Piranskem zalivu, ampak o celotnem Piranskem zalivu. Glede na to, kakšne kilave strokovnjake imamo, smo lahko prepričani, da bo Slovenija izgubila celotni Piranski zaliv in še tudi Portorož, in da bo šele Piran prvo slovensko mesto na obali. Dejstvo je, da je samo v prehodnih določbah napisan datum 25.6.1991, čeprav bi moral biti to osnovni dokument in osnovno stališče, da od tega ne popuščamo. V tem primeru se tudi ne bi pogovarjali o pravnem statusu voda v Piranskem zalivu. Naši so pristali na to, da pristajajo nekako na 22 spornih točk na celotni meji od madžarsko-hrvaške meje pa dol do obale. In to pomeni, da se bomo pogajali o ozemlju, ki je nesporno bilo slovensko na dan 25.6. V tem primeru se je slovenska pogajalska skupina pokazala kot ekstremno kilavo, nesposobno, in pravzaprav gre tukaj za en ruplov poskus priti na vsak način do kakšnega komisarja v Evropi, zato je pa pripravljen tudi prodati Slovenijo. Boste vi sodelovali na shodu in umikanju cvetličnih korit pri Orosu v soboto? Bomo videli, jaz sem slavnostni govornik v Semiču na partizanskem zboru, tako da težko, če bom lahko tam sodeloval. Ne vem, sicer je pa to treba povedati, da gre tukaj pri odmikanju korit, gre sicer za simbolno dejanje, vendar gre za lokalno zadevo, gre za premikanje korit na privatni parceli. Medtem ko se jaz ukvarjam in Slovenska nacionalna stranka se ukvarja pravzaprav z geostrateškimi zadevami na nivoju države, in mislim, da je napačno se spuščati v drobnjakarstvo, ko so nam pa pravzaprav Hrvatje ukradli celotno Istro in jo okupirali, Štrigovsko področje, Žumberško področje in še marsikaj. Ali pričakujete, da lahko pride do meddržavnega incidenta v soboto? Jaz mislim, da meddržavni incident je že to, kar Hrvatje ves čas delajo, pa se naša država ne odzove. Jaz mislim, da bi morali mirno tisti prehod zapreti za mednarodni promet, oba prehoda na Dragonji za mednarodni promet zapreti, pa naj se tisti, ki hočejo iti lahi, ki hočejo iti jesti v Istro, ne grejo pa gor čez Ilirsko Bistrico pa tam naokrog.
Kakšne farmacevtske patente prodajate v Azerbajdžan? Prodajanje. Gre za dogovore o odkupu licence za proizvodnjo mojih proizvodov. Jaz sem imel v Jugoslaviji bivši prvi svojo privatno firmo zbiranja in predelava zdravilnih zelišč. Preparati so se izborno pokazali ne le na področju takratne Jugoslavije, ampak na področju takratne Evrope. Jaz sem moral firmo zapreti, ko sem šel v politiko, vendar znanje je ostalo, pamet je še vedno v glavi, recepture so še vedno moje. Boste s tem veliko zaslužili oziroma kolikšna sredstva pričakujete iz teh poslov? Jaz bi želel zaslužiti čim več. Zdaj, pogovori govorijo okrog 3 milijonih evrov, mogoče mi bojo Nemci ponudili 10 milijonov, mogoče pa Američani še kaj več. Boste postali s tem poslom tajkun? Ne, to je moje delo, to ni ukradeno tako, kot to delajo tajkuni. Ravno tako niso ogoljufani nobeni mali delničarji, ravno tako tudi ni ogoljufano državno premoženje, bivše skupno ljudsko premoženje ali karkoli podobnega. To je tisto, kar je zraslo v moji glavi in mislim, da je to moja last. Slišali smo včeraj na zasedanju, da naj bi gradili na Primorskem neke nepremičnine. Se res s tem ukvarjate? To je za mene nekaj čisto novega, vendar pa pri ljudeh, ki jim je agregatno stanje duha enkrat takšno, enkrat drugačno, pač v odvisnosti od raznih substanc, lahko človek pričakuje vsakršne izjave. Po zadnjih meritvah 5. najmočnejša stranka v Sloveniji, Zmago Jelinčič, ste zadovoljni s tem rezultatom ali bi ga radi izboljšali še za kakšno mesto? Rezultat bo boljši oziroma je boljši, vendar pa te javnomnenjske raziskave so prirejene, tako da mora Slovenski nacionalni stranki kazati malo manj oziroma kar precej manj.